Ob vstopu na razstavo Deplasiran svet Uroša Weinbergerja v Lamutovem likovnem salonu zmotijo neobičajni zvočni impulzi, ki preplavijo razstavni prostor. Prihajajo iz kačastih cevi. Te prepredajo naslikane podobe, se širijo po celem prostoru in silijo ven. Kot da hočejo obiskovalca vplesti v dogajanje na platnih, da bi postal del tega deplasiranega sveta, če hoče ali ne, ocenjuje razstavo kustosinja Barbara Rupel. Uroš Weinberger se tokrat v Kostanjevici na Krki predstavlja samostojno kot nagrajenec lanske bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Slovenije. Tema ustvarjanja je bila Jaz, tukaj, zdaj. Kustosi 9 osrednjih regijskih galerij so predstavili vsak po 2 avtorja iz območja svoje galerije. Razstava Pogled 6 je ponujala avtentični vpogled v ustvarjalno raznolikost Slovenije, za najboljšega avtorja pa je bil izbran Weinberger. Nagrada ga je zelo presenetila. Ni je pričakoval, je povedal ob odprtju razstave Deplasiran svet, Displaced World. Moto je odstavljen svet, svet na obrobju, to so svetovi, ki so v bistvu tako živi, kakor te realni svet, v katerem živimo. So to osebni prostori različnih subjektov, v zelo takih, rečemo, težkih okoliščinah, ko živijo. In en izmed teh svetov je ta moj svet, ta umetniški svet, ko sem ga tokrat predstavil na tej razstavi. Življenje postaja vse težje, še posebej umetniški svet. Ja, zelo težek je, hkrati tudi lep. In glih tukaj je tudi ta dvojnost tudi na moji razstavi. Na nek način so zelo, bi rekel, take barvite podobe, prijetne barve, cevi, naprimer, in tako naprej. Po drugi strani se pa znajdemo pred eno težko vsebino, v bistvu, ki se nanaša na težke socialne položaje, delovne okoliščine, v katerih ljudi živijo. Sam kot umetnik poudarja, da je ta razstava v samem izhodišču izrazito osebno izpovedne narave. V posameznih podobah si lahko predstavljamo prisotnost umetnika, ki vse to doživlja od naivnega in dovzetnega otroštva naprej. Izhaja pa tudi iz statusa današnjega umetnika, je kustosinja Barbara Rupel zapisala v razstavi. Zanjo si je vzel čas in se preizkušal, saj je živel samo kot umetnik. Letošnje leto je bilo v bistvu prvo leto, kjer sem posvetil samo tej dejavnosti. V bistvu ni bilo nič dosti težje, glede na to, koliko so slabe plačane, sploh te honorarne, tako da v bistvu se mi skoraj ne pozna. Nekaj sem vmes malo prodal, ampak je pa tako zelo skromno. Država sicer za posebne dosežke daje nekakšne študijske štipendije, a je to lahko le prehodna pomoč, ne pa rešitev. Ja, teh štipendij je čedalje manj, subvencij je čedalje manj in tako naprej, tako da smo se znašli v enem položaju, kjer se bomo mogli ustvarjalci nekako znajti po svoje, mogoče malo bolj gverilno, ulično, bi rekel, samoaktivno in da pride umetnost do ljudi, ker umetnost naj bi bila del pop kulture, mogla bi biti živa in predvsem je pa dobro, da je neodvisna od države. Umetnost potrebuje zbiratelje, ne samo ljubiteljske. Potrebuje ljudi, ki si del ne bi le ogledovali, ampak jih tudi kupovali. Moram reči, da v Sloveniji tega trenda v bistvu zelo prisotnega nikdar ni bilo. So kupovali bolj institucije, banke, zavarovalnice in tako naprej. Malo čez mejo v Avstriji sem pa že srečeval ljudi, ki so bili nekako, bi rekel, zelo srcem v tej, ne bom rekel trgovini, ampak v tem zbirateljstvu. Kljub vsemu mu niti za trenutek ni žal, da se je odločil za likovno akademijo. V 10 letih ustvarjanja je postal cenjen družbeno angažiran umetnik. Želi si, da bi ustvaril vse, kar si predstavim, karkoli, kar mi pade na pamet, pa bi si, rečemo, v preteklosti rekel, saj sem splačen, mogoče pretežko, mogoče ljudje ne bojo razumeli. Želim si, da bi mogoče ravno to, da bi si upal nekako, ali pa da bi imel to moč, da bi izrazil vse, kar želim izraziti. Razstava Deplasiran svet bo v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na Krki na ogled do 18. novembra.